Hej, ljubitelji sušija, mače in zena, midva sva v Tokiu. In zdajle sva na tem najbolj znanem križišču. A vidite, ko ful folka hodi okoli? A ne, a ne, a ne? In če imate zdaj malo časa, lahko greste na enodnevni tur do Tokio z nama. Bomo probala iti na take fajne lokacije, ki so nama najbolj pri srcu. Od parkov do takih ogromnih stavb, kjer se igrajo igrice računalniške. Pa sem jim rekla, naj se mažejo sončno kremo. Takile parki ponavadi sicer niso zastonj, plačaš neko simbolično vstopnino, tam 1 evro. Ampak toliko je lepo urejeno, pa toliko veliko ti da ta minimalizem njihov, da se čisto vedno splača. In teh parkov v Tokiu je toliko, da jih ne moreš obiskati vseh. V Tokiu, kaj še drugod po Japonski. Eden najlepših pogledov na Japonskem je pa tale. Japonski javor, ki se blešči v soncu. Hudo, ne? Tole je pa tipični japonski prizor. 2 vrtnarja pobirata listke od teh javorjev, ampak oblečena sta pa tako, da bi šla v velenjski rudnik. Čelada najbolj zajebana, kombinezon, polno nekih stvari visi z njo dol. Ona 2 pobirata listke. A veš? Ok, zdaj pa dosti teh zen stvari, pa gremo nekam, kjer je velika pizdarija. In sicer se temu predelu reče Shibuya, kjer se vse dogaja. Ampak ne samo to, da se vse dogaja, imajo tudi najboljšo restauracijo na našem planetu. In zdajle vam bomo mi tole pokazala, da vi tole vidite, tole čudo, tole gurmansko čudo, to gurmansko kraljestvo. Genki sushi! Ampak če smo se pa česa v Tokiu najbolj veselila, je pa to tale restauracija. Verjetno moja najljubša restauracija na svetu. V bistvu je stvar ful preprosta. Vsak dobi tak mini prostorček z precej velikim ekranom in potem nabiraš, izbiraš. Jaz bom naročila tuna and albacore tuna set, nigiri sushi. Pritisnem in naročim, potrdim. In zdaj čakamo. Ne vem, če ste slišali, ampak tetka me je opozorila, da moje naročilo prihaja in zdaj je tukaj. Hvala, tetka, oziroma računalnik. Zdaj ga moram poslati nazaj. Kar je najboljše pri tej restauraciji je v bistvu to, da je vse ful poceni. En tak set, recimo 2 sušija stane tako majčkeno manj kot 1 evro. In zdaj si lahko predstavljate, ko jaz pridem vse mlačen in ko vidim pač cel ta nabor sušijev, iz katerih lahko zbiram, se mi pač utrže. Ampak je ta Tokio tako velik, da kjerkoli priješ ven, se odpre eno celo novo mesto. A šta, zdaj pa jaz malo ne bom govoril, pa bom samo malo posnel, kaj izgleda tale ulička, ker je ful zanimiva, ker se ful dogaja. Pa v bistvu se nič ne dogaja. Vem, zakaj ima kar enkrat fetiš na sladkorne pene. Japonci definitivno tole sladkorno peno odpeljali na en level 12 od našega. Ne bi vedel, zato to mi ne da za probati. Človek bi mislil takle, da bo utrujen v bistvu na tistih kakih otokih, ko ful hodiš ali pa na kakih trekkingih ali pa kaj takega. Ampak pol človek ugotovi, da najbolj izmučijo tale velika mesta. In midva sva zdaj prišla do zaključka, da kondicije za več kot enih
5 ur takega intenzivnega pohajkovanja baš nimamo, ne. Tako da zdajle greva se še mečkem pozabavati, boste videli kam, pa bo treba pa domov malo šlafneti. Luštno, ampak še prej pa tole. Je rekla včeraj, da imam neke roke od igr. Pa tako je, ha? To je bilo to, ne? Sva se našpilala. Svet predolg ne moreš, ker pol ti roke umrejo. Nekaj časa je še zabavno, pa je pa vojna. Ampak gledajte, da vam pokažem. Tole je Akihabara. Taka elektronska prestolnica v Tokiju. Polno nekih bajt in v vsaki bajti so igrice, takšne in drugačne. In pol pač tu lahko zapraviš praktično cel dan. Luštno, kaj greva?